Dober večer, lepo pozdravljeni. Popcorn je zopet tukaj, zopet imamo super goste, zopet imamo nove spote, zopet smo imeli fino. Upam, da ste si pripravili kakšen popcorn ali pa ne vem, kakšne kekse ali pa, če ste bolj zdravo, en mango zrezali ali pa kaj podobnega. Danes za začetek baseless, potem pridemo do plato in do drugega vagona. Najprej pa, evo, v studiu že z mano, Kristina, Nastja, živo, lepo pozdravljeni. Živijo. Kako ste kaj? Vidim, da smejano, vesele. V tvoji družbi je vedno fajn, tako da hvala za povabilo. To je zdaj zaradi rdečih las, ki mi seva. Zafarbam, ja, hvala lepa, enako bo je lepo videti. Tudi nekaj novega je, bomo s majčkem pogovorili, kako in kaj. In, ja, malo še povedali. Veliko novega. Veliko novega. Jo, dobro, bomo pa začeli, ker danes bomo kar pridni. Imamo tudi nekaj spotov, eno lušno, ko bomo kar na začetku zavrteli, ampak o tem majčkem kasneje. Kaj se kaj dogaja v Baselessu v zadnjem, kdaj smo se videli, leto dni? A res, po mojem je bilo kar malo dlje, veš. A še bilo dlje? Vmes se je zgodila ta nesrečna korona in mi smo jo še malo podaljšali. Življenje se je zgodilo, otroci so se rojevali. Ja, točno, ja, ste kar pridni. 3 od 5, ne? Ste postali starši, če se 3 od 5. Ja? In imamo že mali baseless. Tako. Imamo 3 fantke, 2 punčke, tako da prihodnost je zagotovljena. Govorimo, da je to plan B. Plan B. Če nam ne rata, tam malo povedamo dalje. Ja, neki ljudi že poznate, neki teh organizatorjev, tako da malo prek vez in poznanstev, privilegirani otroci, vidiš? To je to. Ja, tako da so dobri. Podmlade, približno tako nekaj. Ja, mislim, da je moj najmlajša, ne? Vsi so pod 2 leta. Je 4 mesece? Ne. Vsi pod 3 leta, ne? Ja. Upajo še počas, da jih uvedete v biznis. Ja. Tako da počasi delamo na tem, zdaj in terenček pripravljamo, pol pa ajde! Pa vi tam od zadnji starši, snemate pa se kregate na folk, če ne ploska pa podobno. Je super. To je, da se zelo dolgo nismo videli, ampak... Ja, vem kaj je bil problem. Mi da so se videli zaradi tega, ker si prišla za Perpetuum Jazzile. Seveda potem, človek večkrat se veš. Zablurane so te linije, ja. Ampak petje, Baseless je tudi ena vokalna a capella skupina. Tako je. Še vedno brez basa? Že skozi ga imamo 3. Ja, to je ironija, to je ironija. Bilo bili, ne vem, kaj bi bilo? A veš, to je zato, da ljudje tako račo... Castratless. Ojoj! Ne. To je zato, da ljudje rečejo, kako pa lahko brez basa poješ. In pol pridejo na koncert in vidijo, hecali so se. Ja, lušno, vas je tudi lepo pogledati, kdaj se vidi, da imate že veliko izkušenj. Ampak vseeno me zanima, 5 vas je. Zdaj, kako zbrati, kako ravno Ovrba, recimo? A se ne kregate mečkan med sabo? To je luškana zgodbica, Kristina. Jaz bi Ovrbo, jaz bi pa ne vem kaj, nekaj drugega. Pa kako pride, kdo bo to lušno zgodbo povedal? Tale vrba je res tako spontano nastala, da bolj ni mogla. Na to sem se jaz spomnila sred na ene pijače, ker smo čisto ne druge stvari brainstormale. In je bila fora, da smo hoteli itak imeti čim več aktivnosti do našega izida skladbe Eno bari. In jaz tukaj pa nekaj moral vmes narediti. Sem se pa spomnila, da je še Prešernov dan vmes in da je mene moja mama Ovrba učila ta sonet prek te melodije, ki smo mi uporabili, torej Rock Around the Clock. In jaz gledam Nastjo, stara, jaz imam ful dobro idejo, ti sem reč, da si za. Jaz nje to predstavim, sem klicala Kristjana še isti večer, mi res rabimo en aranžma, to je to. In mi smo pričakovali res par tisoč, če se nam usere ogledov, glih nekaj, da damo ven, da malo sprožimo te algoritme. Da se govori malo, ne? Ja, da nekaj, da potem, ko damo tisto glavno ven, da je nekaj. Ja, mi smo prišli do 200,000 ogledov v 2 dneh, še to ne. Ja, noro, res. Naredil je boom, tako da mi smo bili zelo veseli, tako da hvala mami. Da se nismo v tem primeru čist neč kregali, zato ker je bilo res taka spontana in taka prisrčna ideja, v bistvu s tako predzgodbo, čist taka familija v zadnje. In to je vedno, ko so neke take zgodbe, se ponovadi kar primejo. Ker ljudje po moje tudi začutijo. Pa itak je to slovenska pesem, ki je pač del vsakega DNK-ja naroda in je pač v bistvu logično, da je. Pa lepo pesem je načelno, besedilo je rušno po vse. Tako, pa nismo imeli časa komplicirati. Če bi imeli malo več časa, bi so nekaj kak prepesne. Z danes na jutr nekaj nared, zdaj pa kar je, ne. Mogoče tu vidiš ta ključ do uspeha, ne?
Ampak dobro, vrba je dejansko res znana, sej še, kaj že, Vlado Kreslin prepeva o vrbi in podobno. Evo, ena več o vrbi, te lepi pesmi, zdaj jo slišimo v izvedbi Baseless. 1, 2, 3 je ura, 4, 5, vrba 6, 7, 8, praznike kulture, vrba 9, 10, 11, 12, vse do 24 gremo vrba, vrba, o vrba, srečna, draga vas domača, je hiša mojega stoji očeta, da budka žeja me iz tvojega sveta razpeljala, ne bila golfiva kača, ne videl bi, kako se strup prebrača. Zakaj ti si takega obeta? Mi ne bila bi vera vse povzeta. Ne bil viharjev notranji igrača. Zvesto srce in delno norcico, zato to ti je nima milijonarja. Ne bi bil dobil z izvoljeno devico, pa mirno plavala mi moja barka, pred oknem dom pretočil mi pšenico. Približili so se tvaroval svet barka, to bila je pesem našega Prešerna. O vrba, draga vas domača, Evo, tole pa bilo. Kje ste pa to snemali? Pri komu doma? Pri meni. Pri tebi je bilo? Ja. Imaš rada slike, ali kaj vidim tam od zadnje? Ja, drugače to je kar, so take posebne slike iz Pirelijevega koledarja, se lahko malo pohvalim. Original, ja. Tudi jaz imam veliko takih, samo da jaz imam iz Playboyevega, ne čez Pirilijevega. Te so tudi lepe, ja. V delavnici, ja, veš, ono, mora biti, delavnici mora biti. Če niso, poje Damjan Murko, samo te dve varianti sta. Ja, no vse. Pa sta obe visita gor. Teh pa še nimam, tako da ideja. Nikoli ni prepozen, Se mislim, da bo naslednje leto oziroma to tudi izdal. Tako da kar grejo za med. To so že pola, veš, težko ga dobiš že pola. Gre samo gor cena. Dobro je, skratka ena taka lušna, zabavna, tole bo fajn na koncertih, po moje. Ja, drugače ko mi čakamo. Smo govorili o tem, da bi kar jo dal noter. Absolutno. Pa če na druga, pa mogoče se še bo kak otrok lažje naučil. Naučil, ja. Ko pa kak Matija Čopol, pa kaj podobnega. Sonet za srednjo šolo. Bo na avtobusi prav cajt. Ja. Moj sin ne izdela, zakaj se menimo. Mač to. No, evo, če nas te reče polje. Ja, noč, gremo malo na koncerte, ki je nastopil, je kaj, se bližajo kakšna zadeva? Se bližajo, se nabirajo. Ne vem, koliko lahko o določenih nastopih govorimo. Tisto, kar ne smeš, da ne bo težav, da ne bojo določenih pa lahko. Ker se mi zdi, da smo malo spomnili ljudi, da obstajamo zdaj z vso to aktivnostjo teh dveh spotov. In se že kaže v bistvu sadovi. Ja, najbolj enostavno, če karkoli zanima, spletno stran. Najbolje, mislim, da prva stvar je marca v Ljubljani, tako da lahko ljudje pridejo v kavarno Slamič. Super, pa ste že tako hiter, to je pa že čez pa dni. To je čez vikend, ne? Ne govori, tako hiter gre, ampak ja. Se mogoče pa še kaj druge presenetimo, kaj prej, ampak ne smemo povedati še. Še pred prvim. Kdaj boš pa pol povedala? 5 sekund prej. Zna biti. Ja, ne veva, koliko je delikatno. Mislim, da smo gostje presenečenja. Ja, to pa res ne, no, to pa reš nekaj pol ne bo presenečenja. Jaz sem že videl na popcornu, oni bojo, surprise, delam se presenečenega. Tako da bo, pridite, vabljeni. No, krasno. Vabljeni torej na koncert. Jaz upam, da bo vrba tudi zapeta, ker je še vsem to bliz Prešernovega. To bo zdaj klasika ostala. Vrba pa res ni vezana samo na Prešernov dan. Tudi res ne. Bo, skot pa lahko potem ljudje z nami zapojejo. Ali se bo vse une prve napune derijo z nami. 1, 2, 3 je vrba. No pa še malo basa, pa bobno pa. Če nam že glih fali bas, ne? Iščemo v iskanju basa, očitno. V iskanju basa. Imate pa drugače tudi prav proper nov single, ne? Ain't Nobody, priredba, se ne vem, kdaj je ta pesem prišla ven. Čaka Kana, ni to Čaka Kana? Tako. 80 je bila, ne? Ja, neče 82, 83, nekaj takega. Jaz sem rada povem en fun fact. No, dej. To skladbo so originalno, je takratna založba zavrnala. Niso jo hoteli dati na CD,
kao da to bo pa flop, to pa brez veze. Ja. No in pa so prsili, ker Chaka Khan je bila skupaj z bendom še takrat, ona je glih začela to solo kariero in so jih prsili v resnici. Dajte še to gor, pa damo pa mir in so popustili, da je gor in evo, Grammy je padel, vse lestvice, še danes je hit, tako da mislim, da jim res ni bad, da so na koncu dali gor ta njihov flop. Mislim, pa še mi smo na koncu priredili. No, evo, za piko na ine. Tako, ne? Ja, se to je res, ne, dejansko te menadžerji ali pa kaj jaz vem, strokovnjaki velikokrat pojma nimajo. Če bi poslušali vsi te strokovnjake, marsikak dober komad ne bi vam prišel. Ali pa celo album, tak, ko ga poznamo. Recimo tudi kot Bon Jovi in podobnega. Tako da, ja, dobro, da jih je poslušala, no, da ste lahko vi priredili. No, ampak tukaj sem prej spraševal, ne, kako se pa odločite vseh 5 za Ain't Nobody? Recimo, da pa ti, Kristina, pa rekla, ne. Ja, nekako še kar na demokratični ravni delujemo. Vse more prevladati, ja. 3 proti... Ja, točno, se vas je 5, zato se bo 5, ne? Nikoli ne more biti izenačeno. Ja. Bravo. Še dober. Našega tonca ne upoštevamo pri teh. Drugače pa ful na različne načine to počnemo, zbiramo komade namreč. Pač včasih kdo ima predlog, včasih ima kdo idejo, torej Kristjan in Matej po večini piše tam aranžmaje in če ima ta ona dva kot aranžarja neko dobro idejo za en komad, tega pa res slišim, pač to bi pa lahko naredil, bom naredil, pač smo ponovadi za, ne, če je neka vizija vzadi. Včasih je tudi stvar želja naročnika, ali pa ne vem, če na kakšni poroki pojemo tudi včasih, kako novo priredimo. Tako da, ful različno. Načeloma se pa ne neki ful kregamo okoli komadov. Bolj okoli drugih zadev. Ja, okoli drugih zadev. Čeprav pri eni skladbi je pa res naročnica najo 2 rešila. Spomniš, I'm so excited. Ja, veš, kako dolgo so težile za to. Res. Pa ni šlo nekako, kaj? Pa lepa ena naročnica rekla, da bi imela to. Kristjan je dal pomoč. Pa sta fanta ostala brez besed in to je bilo to. Fertik in sam bilo, evo, potrdili smo, da je to dobro. Ja. Tako da, mogoče ima še en single. 80 imamo radi. Ja, vidim, ja, očitno res. Se bila dobra muska 80-ih, ni bila? Se je to? Ena ta boljših. Mislim, še zdaj vsi kar dosti teh stvari poznajo, ne? Se pa smo se glih pogovarjali, glede na to, da smo imeli vmes zelo nepričakovano leto pauze, ne? Še dobro, da smo se odločili eno klasiko iz 80-ih, ker da bi mi nekaj, kar je bilo lani aktualnega, se odločili. Popušljal bi, ne? Flop bi bil. Ja, bil je flop. Kako bi letos to naprej furali? Mislim, da je kar malo žalostno, kako danes res težko ustvariš nek hit, ki bi trajal veliko let. Včasih so, ali nema, so to bile druge generacije, ki so neko navajenost poslušala, imela drugo, ali je res bolj kvalitetna glasba. Nekako, ja. Ker dejansko, da mi zdaj rečeš, kaj je bil največji hit leta 2015? Pojma nimam. Če mi rečeš iz 80-ih, ti bom naštel zdaj 35. Točno to. V 10 sekundah, pa še naprej. Pa 90, recimo še neko. Pa se začne 2000, pa neke Ave Max, pa neke Rite Ore, pa ne vem kaj. Dejansko. In hit je, velik hit je lahko, ne vem, mesec, 2, 3. Eno leto se ga še mogoče zavrti, pa je že konc. Če je bil pa velik hit Michael Jacksonov Thriller, se še pa zdaj zavrti. Veliko več instantnosti. In dejansko, ja, tale 80 ne morete kiksnati, na to hočem povedati. Tako da, še dober. Tudi 90 se vse bolj vračajo, recimo zadnjič sem imel tukaj Pop Stars Reunited, torej Game Over, kaj so že, Bebop, pa Dancerke. Ogromno zanimanje za koncertov, zdaj bo še enega imel, resnično noro. Če je šla moja sestrična, sorry, totalno random, ko je res ono metalka, ljudje moji, ona je šla na to, na Pop Stars, jaz sem pa svakati čas lejo. V lifeu ne bi rekla, da bo šla na to. Uživa, vse komade zna, vse. Drugač pa na Pudarkrca. No. Tako da je nek čar. Je nek čar, definitivno je. Vedno, ko slišiš ti nekaj domačega, nekaj znanga. Tako nam bo zdaj tudi znano pri Ain't Nobody. Dajmo slišati.
Takole, ja, bo jedo, evo, zdaj sem ravno zvedel, ne, skrit pomen tega spota, da dejansko tako z odra hodite dol, ne? Ni bil skrit pomen, video spot, Mislim, ampak ja, je... Pač, ja, Imamo, neki ste malo tako namignili, ne? Ampak pa za tiste, vsi ki grejo, nismo vsi vedeli, finiširamo. ja ne, pa to je ful dobro, meni je to prav zanimivo. Pa greste vsi dol, pa sam Klemen ostane, ali kaj? Ja. Pa se pa Klemen pripogne na srečno, adijo, kekec pa... Tako. To je pa navadi čist zadnji komad našega koncerta in pa v bistvu pač vsak, ko konča pet, se na pol mal prikloni in gre dol. Ok, in pol na koncu, ko gre še Klemen, pa ognjemet. Tako. Ja, to je to. Pirotehnika. Ja. Še mi ne ploskamo, Ja. da nismo baseless. Ne, se to vi prijete nazaj gor, po moje, pa se še vsaj priklonite. Ne? Ne. Res ne? Pičmo, ja. Ko Elvis, ko enkrat čovane. Čiste dive. Se ni panike, gremo že enkrat prej dola, veš. Ja, ta je bil bispal. Ok, pa razumem. Pa se pa upravičujem. Jaz mislim, da ste ena izmed tistih. Hočem sam bele, kaj je že... No, zdaj sem pa konc beseda. A misliš Hočem sam rumene bele M&M's? brisače, pa ja, sam rjave M&M's, pa sam, ne vem, kokice z okusom sira. Sam špricer pa je. Bravo, Vsaj mi bravo. dve. Za preveč ljudi rekle, ja. Videli sva zelo simpel. Ja, špricer. Špricer pa je to. Ampak to pol verjetno. Kaj pa prej, kako se ogrevate? A imate svojo sobico, pa malo pojete? Recimo pred koncertom. Ponavadi imamo neko garderobo, pa se pa tam vse zrihta. Ali v avtu? Ne, to pa ni priporočljivo. A res? Ne, drugač menda, no, da v bistvu, ko ti, če poješ, ko se voziš, ko poješ, vibrirajo glasilke in v bistvu vibracija avta, ko se vozi, pač interferira z vibracijo glasilk in ni v redu. Zato jaz toliko fušam avto. Ja. Jaz sem mislil, da ne znam pet, da nimam posluha. A vidiš, probi na ravnih, trdnih tleh. Avto je kriv. Avto je kriv. Ja. Wow, dobro zvedeti takole, ja, še dobro, da vidiš, vam še poučeno goste bo dala. poučne. Zdaj sem se pa malo ustrašil že, ne, da je nekaj z mojim posluhom narobe. Ne, avto. Aha, dobro. Pa ceste razrukane. Kaj pa tiste, ki pravijo, ne vem, surova jajca, pa slive, pa ne vem kaj še vse, a to velja, ali to... Pa jaz mislim, da je ful različno za ljudi, od človeka do človeka. Mislim, jaz sem enkrat priznam, da pač pojedla to jajco. Ja. In? Sam enkrat sem jo... Je bil glas žvrbolela, ko... Ne, ni. Ja, jaz tudi. Jaz sem suhe slive prakticiram, glede teh stvari. Ti pomaga? Ja, mislim, v moji glavi, ja. Ne vem pa če res. Mislim... Ja, bi pa probala nekaj suhe slive, bi pa ful naenkrat še lepš glas imela. Probi. Čeprav enkrat mi je pa res glas vzel, sem pa nekaj ingver pa med jedla. Ampak res prvič v življenju, da mi je čist svalil glasu. Sam šepetati, valjda ne smeš, ker to je tudi zelo stvar, ne smeš šepetati. In sem pisala na tablico. Mi smo imeli pa glih takrat neke nastope, res zapored, velik. Jaz sem pa komik se prišla in sem pol tist nek ingver, ribala noter, med jedla, ogabno za znoret ljudje moji, ampak je pa pomagati. Je pa boljš kot jajce. Jaz bi rekla, da boljš. Pa bolj okusno. Definitivno. Bruhnem s to jajco. Drugač pa voda, hidracija, dovolj spanja je že tak neka osnova, ko jo... A se vam je zgodilo kdaj, da ste ostali, ne vem, par ur pred koncertom brez kakšnega glasu? Da je, ne vem, da ste imeli naslavljen glasu? Mislim, eno zgodbo, ki je bedna. No, daj ma povej! Res, dosti let nazaj smo bili z eno skupina deklet, ki smo se učile pet, no, pri eni priznani učiteljci petja, no, zdaj ne bom rekla. Mi smo probleme z glasilkami v glavi, ponovno, ni bilo to realno. In nam je dalo vsem neke te tabletke, da bomo pa zalizali, da bomo mi to si malo sprostile. Je pač nam je zamrknil. Pač jezik ni delo. Sploh se ne hecam, pač me izgovarjati nismo mogli. Vse, ki smo vzeli tiste bombončke in tam lizale, smo prišli gor in...
bilo je res hudo, to kar ni nehal, da pol nekje na sredin po moje, da smo začeli postopoma nazaj prehajati. Ampak dobro, nas je bilo več, no, tako da ni bila katastrofa, je bila pa bombončko več nam blizala, no. Pa si izvedela, da Zato je zdaj naš me dala bricar. kako, ne vem, zelišče iz Južne Amerike ali pa kaj podobno. Pojma nimam, kaj je to bilo, jaz sem dala rokico, če sem tukaj lahko verna. Zaupala Če pa je. ona da, vam vzela. Samo vzela. In vse je lepo, cak, odrveneli. Drugač pa doskrat se zgodi, da ostaneš brez glasu. Samo mogoče sem bila tiho, ker ponavadi ni tako, da bi 2 dni, mislim 2 uri pred šovom, a ne, ponavadi že cel dan malo veš, da nista prav, ne. Ja. Pa odpovete takrat koncert ali probate nekako pokriti ponavadi. to ostali 4, recimo, pa se ta oseba malo manj forsira. Mislim, tako je, pač, ko opoješ glas, se definitivno stvar zboljša, pač zjutraj, ko vstaneš, si itak cel še zaspan in vidiš, da nisi optimalna, ampak potem, ko se ogreješ, opoješ, pač je ponavadi, pa adrenalin naredi svoje, ponavadi vseeno daš pol lahko kaj od sebe. Ni zdaj optimalno, ampak dovolj, da oddelaš špil. Če pa bi bilo tako, da pač dobesedno nič ne pride s tebe, pa bi pa mogli odpovedati, ampak mi nismo še nikoli. Kar hitro potrkajte nekam na les. Ja. Nič, za konec še spot Stak, ampak preden, skoraj sem pozabil, Ain't Nobody ste prišli predstavljati, jaz nisem povedal, kdo je posnel spot, nisem vaju vprašal. Res, mi smo kar zatavali tabletam, pa pomirjevalom, pa ne vem, tablete pa. neke vraže in zelišča. Smo pozabili, da smo na oddaji, smo mislili, da smo malo prišli na obisk. Na obisk, ja. Mi zopet smo zaupali MK Visuals, Miha Kolar, ki nam je naredil tu zadnjih par spotov, nekako z njim uspešno sodelujemo. Jaz sem sodelovala spet v bistvu bolj kot neki organizacijski, koordinacijski vlogi / režiserka. In skupaj smo tole naredili, mislim, da smo spet zadovoljni in da bomo še naprej z njim sodelovali. Super. Je bila pa ideja v bistvu taka čisto preprosta, tako da ni bilo zdaj neki ful kompliciran. Hoteli smo pač to besedilo, ki je lepo in o ljubezni, sam povzdigniti z neko vizualno podobo, ki je pač atraktivna, preprosta, pač vizualno privlačna, kako bi rekla. No, malo zgodbe ima, no. Ja, to pa ima, to pa Kristina. Pa. Aha, okej, kar izvoli. To se me zdaj napeljala, pa ti si čist divja, no. Ne, tako je že rekla, hoteli smo povzdigniti to osnovno besedilo, ki opisuje v resnici neko prvotno zaljubljenost. Mi smo pa rekli, da smo šli v teden ljubezni z izdajo, da želimo to nekako upletiti s temi našimi barvami, ker vsak od nas predstavlja, kot so lahko že videli, neko svojo barvo. In vsaka ta barva v resnici simbolizira en element ljubezni, torej nekaj malo globjega, od, ne vem, modre, ki pomirja, rdeča, žgoča strast, roza, neka romantika, pri meni je bila zelena, neka harmonija in zlata kot zmaga. Torej, da ko se to skupaj poveže, vsak nekaj prinese v odnos, nimamo vsi istih, rečemo, kvalitet, vsak ima svoje napake, tudi lahko, in to se pa dopolni in ustvariš neko končno sliko, ko ste videli, da smo potem šli v svoje naravne barve, torej, da se ustvari neka lepa celota, zgodba ljubezni. Je sporočilo, ampak smo pa res probali čim bolj poenostaviti, zato pa hvala tudi Nastja in Miha. Ja, evo, super, zdaj pa vse vemo, ne? Niste prišli samo na klepet, ne na prijateljski klepet, ampak še na, da malo predstavite zadeve. Zdaj bomo slišali še Stak in pa videli, pa še enkrat vabljeni prvega, tretjega, ne? Ne, prvega, tretjega. Ne, kaj smo že rekli? V Slamiču? Ja. V Slamiču smo 26.3. A 26. Sam nismo nič omenjali. Ne, marca smo rekli. Staramo se. Ni problema. Pa kje že druge vidimo prej. To je pa tista skrivnost. To je pa to. Dajmo še Stak zavrteti. Najlepša hvala za obisk, lepo, da ste prišli in veliko dobrih koncertov želim, pa ko bo kaj novega, upam, da se spet vidimo. Bomo poskrbeli za to. Hvala ti. Uživajte še naprej, tudi vi. In potem gremo do platoja, potem pa še drug vagon pride. I close my eyes and dream about a sunny holiday. I
dum dum dum. Hey, you promised me a motorcade and endless perfume, a palace in Geneva with a perfect view, and dreams painted yellow like the color of gold, and dine with kings and queens till the food gets cold. Instead, I'm on the edge of all I thought I would be. This dream is now a comedy I don't want to see. Some people call it laughter, but I call it pain. Baby, take me anywhere, but not here again. Why am I sitting in the middle of nowhere, standing here with nothing to do, wondering if I really love you? Oh, I guess that I do. Why am I sitting in the middle of nowhere, standing here with nothing to do, wondering if I really love you? Oh, I guess that I do. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget you promised me everything. You promised everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me. You promised everything. Bring it down now. Why am I sitting in the middle of nowhere, standing here with nothing to do, wondering if I really love you? Oh, I guess that I do. Why am I sitting in the middle of nowhere, standing here with nothing to do, wondering if I really love you? Oh, I guess that I do. In smo že naprej. Bejsle so bili z nami, sta bili, no, Nastja in Kristina, zdaj sta pa z nami Gašper in Martin. Lepo pozdravljena, živijo. Plato, kaj je zdaj? Evo nas, nazaj. Dolenci ste nazaj. Akcija. Se nikoli niste šli, se mi zdi, vsak teden imamo kakega Dolenca tukaj. Res. Ja, pridni ste. Nas je kar dosti na Dolenskem, takih pravih fantov. Pravih. In deklet, tudi deklet. Ogromno enih bendov, ogromno enih izvajalcev. Mi ne diskriminiramo. One love. Ja, one love, ja. Plato, nekaj časa je že od tega, kar smo se nazadnje videli, vi pridno delate, vi pridno nastopate, tudi en lušen koncert bo kmalu, videospot imate nov, skratka, sploh ne vem, ki bi začela. Najbolj že kar na začetku. A na začetku? Ja. Ok, pa gremo na začetek. Razlog glavni v bistvu je videospot nov, ki je bil izdan za žalostno, ne, za Ti bi šel naprej, ne? V bistvu zdaj prvi komad, ki je šel zdaj v tem novem roll-outu za naslednji album, je Žalostno dekle, ne? Ja. To je bil Tega tudi zavrtimo, brez skrbi. oktober, če se ne motim. Tam nekje jeseni, no. Nekaj takega. List je padal z dreves. Ja. Na pamet, ne vem. V glavnem, imeli smo se Imate toliko fino. spotov, da se ne morate spomniti. Tudi datum je čas tako hitro beži zadnje čase. Res. Ja. Starejši kot si, hitreje gre. To je pa res, ja. To ti pa lahko jaz povem. No, vidiš. Skratka, ja, v tem novem opusu, ali pa novejšem, ne, je Žalostno dekle prvi, potem pa zdaj ta zadnji, Ti bi še naprej. Ostajate v svojem stilu, ne, tako zelo prepoznavnem, lušnem. Top, mislim, če ste bili prepoznaven, super. Vse. Dejansko, če bi vas slišal, oziroma ko vas zdaj na radiju slišim, pa na enem radiju ste kar doskrat, bi rekel, ja, Plato. A res, hudo. Definitivno. No, ne, počasno je. Kar je super, no. Tudi drugače na nastopih skrbite mečka. Skrbite kaj tako za imidž, da se držite enih takih pravil to svojih, mislim, to se kar trudimo, v bistvu, odkar obstajamo, smo se trudili imeti neko povezujočo temo, vedno, ne vem, ali je bilo v naših outfitih na odru, ali pa ne vem kaj, nek catchphrase, ki smo ga v nekem obdobju uporabljali, da mora biti neka rdeča nit, ki povezuje neko obdobje, se mi zdi. Yes, ja. Da lepo dobi poslušalec ne samo to, kar sliši, ampak tudi neko sliko dobi. Da je lahko neka celostna zgodba, v katero lahko pade not. Ste drugače še v zasedbi vsi, kot ste bili takrat, ko smo se nazadnje videli, še isti člani? Isti. Noben ni šel v vojsko ali pa kaj podobnega, ne? Ne še. Ne še? V mojih časih je bilo to drugačne. Bendi so razpadali takrat, ko je en šel vojakom.
Ta prvič, pa ta drugič, pa pol, ko se poročiva, ne? Pa konc. Pa ni več nazaj prišel. Za veke vekoma, ja. Z vojske še nazaj prišel po enem letu. Ti si zakona pa težko. Ja. Dobro, vi nimate še teh problemov zaenkrat. Dajmo, ti bi še naprej, kaj zavrtimo prvo pesem, pa naj si ljudje malo ustvarjajo svoje misli ob tem spotu, ali boste razložila, kako in kaj? Daj bomo pol pokomentirali. Bomo pol pokomentirali, pa boš ti povedal najprej, kaj si misliš, ok? Jaz ne bom zdaj gledal spota, če se bom menil vmes. Ne se bom. Dajmo pogledati spot. Se zvije mladost, iz mojih korakov gre pot. Iščem stopinjo, ki vodi nazaj, da bi našel, kje sem se zgubil. Videl sem mesec v vodi odsev, sanjal sem mnoge ljudi. Veter pogasil je ogenj v men, še naprej, tvoja je slika. Nikoli več kot zdaj, nikoli več kot zdaj, moja. Se zvija na smeh, senca včerajšnjih dni. Rane odete v obliže obljub, gori da spremeni se v strop. Ti bi še naprej, tvoja je slika. Nikoli več kot zdaj, nikoli več kot zdaj. Ti bi še naprej, ti bi še naprej, ti bi še naprej, ti bi še naprej, ti bi še naprej. Gledal sem spot, moram reči, ti bi še naprej, bi človek rekel, malo z ljubeznijo povezano, vse, a veš, nekaj v tem smislu, pa vidiš spot, pa vidiš še enega pijanega lovca, ki strela okoli jelene. Mislim, okej. Pogoši se tam podita za jeleni, pa na koncu pa v eni lepi sobani srečata. Zdaj jaz sem to čist po svoje. Po moje se ta dva mislita. Kdo bi si mislil, Kaj je to folk razmišlja, ne? A ste se zamenjali podlago za spot z drugim spotom? Pa unga ta romantičnega dal čist za nekaj drugega, kaj? Ali dejansko ni toliko romantična pesem, pa če so ene drugi stvari govori? Kaj boš Gašper povedal? Ne govori o neki drugi stvari, ne? Zdaj, ne vem, koliko je cool, da razlagaš kaj tazga, ker se mi zdi, da je lepo, da ima vsak svojo interpretacijo, ampak originalen namen tega komada... Čakaj, zdaj tisti, ki bi radi svojo interpretacijo, dejte na mute, ali pa pejte po kokice, ali pa na WC, izvoli. Pa prijete čez 2 minuti nazaj. V glavnem, komad govori o minevanju časa in o koncu mladosti. Kako se človek spopada s tem, da vse stvari, ki so bile včasih lepe, pa vse stvari, v katerih je užival,
ki so bile v bistvu zelo preproste, nimajo več iste magije. Ne? In pol v bistvu vid mlajšega sebe v neki drugi osebi, ki še vedno izžareva ta nek si in ta nek čar. Ne? In v bistvu je neka zavist tukaj, ne? Ti bi še naprej, tvoja je slika. Glavno na to foro. Tukaj se tudi povežeta ta starejši lovec in njegov sin, ko lovec hoče prepričati svojega sina in ga navdušiti za lov, ne? Ta sin pa preprosto ni za stvar. In v bistvu v tem nekem pijanskem deliriju fotra, lovca, ki strela te srne, pa mu kar zginevajo, ne? V bistvu pride v neko dvorano, kjer najde v bistvu figuro, tako otroško lovca, ne? In ga spomne na mladost. Torej ja, v bistvu govori nekako o tej prispodobi. Ja, lepo, dobro, da si to razložil, ker zdaj bi ga bilo dobro še enkrat pogledati, no, spot. Tako da, fino, res. Ja, dobro, da se ga napil prej, ne, da vsaj ni strelil brez veze tiste jelene, noben ga zadev, ne. Jaz sem se bal, da ne bo sina ustrelil na konc, ker se velikrat zgodi, da lovc obstreli sina, ali pa, mislim, sina drugega lovca, ne, se to se velikrat zgodi. Pred 2 mesecema v Avstriji ustrelil eno. Gospod je šla s psom ven. Ja, veš, da, malo se ga na cuku, pa je šel z dvocevko streljati, pa je gospod, mislim, zamenil je za divja svina. Za medveda. Za verjasca. A veš, ne, ko sem videl sliko, vse je bila malo podobna, no. Mislim, a veš, človeku se ne more zameriti, pa tema je bila, ne. To moramo gledati. Ampak ja. Je dobro, no. Ja, ne. Tako da, ja, lepo. Dajmo še mi malo o koncertu, ki se bliža. In to v Kinu Šiška, enemu od najbolj legendarnih koncertnih prizorišč v Sloveniji. Tako, 23. aprila imamo s Platojem predstavitev drugega albuma. Ja, tam bomo zaigrali vse komade, ki smo jih na novo ustvarjali, prihaja jih vsaj še 8, 9. Top. 10 mogoče celo. Ja, in potem še več, mogoče še kakšnega zaigramo, ki ne bo sploh nikoli bil releasan. Materiale je ogromno. No. Res, to pa res. Ful smo pridni, ful delamo. Tako da lepo povabljeni vsi, no? Kino Šiška, 23.4. Top. Pride pa na četrtek, če smo prav prej zračunali, ne? Tako je, ja. Študentom prijazno seveda. Študentom prijazno so še tam. Ja. Tako da nekateri. Že zviznejo v sredo, ja. Saj, mi smo tako bolj. Če smo sploh prišli. Ja. Drugače pa ja, glede komadov, album je nastal, ste zadovoljni z izdelkom? Zdaj, fora je taka, da je bil čist drug je bil proces delanja teh komadov napram prvemu. Prvi je bil zelo tak, jaz sem napisal komade, jih prinesel v plac in rekel, jaz jih tako slišim in potem sem jih nekako tako tudi izoblikoval. Medtem ko v procesu tega drugega albuma je bil pa veliko bolj kolaborativen proces, ful je bilo jamov, ful je bilo skupnih idej, vsak je nek svoj part doprinesel. In so pesmi veliko bolj organsko nastale in se mi zdi, da bolj dihajo, imajo večjo globino. Ja, mislim, da je v bistvu je nekako izboljšava na vseh frontah. Kje ste snemali album? To je pa skrivnost, tako je? Ne. Ja, to pa ne smemo povedati, ne? Veliko smo ga snemali. Vse se je začelo, zasnova je nastala v Ljubljani, tle v enem bunkerju na Viču. Potem pa smo šli na prvi snemalni session v Mostar. To je bilo... Bosno. Bravo. Kakšno leto nazaj je bilo to? Ja, zelo bo leto, ja. V bistvu je že minilo leto od tega. Pa Varoti Music Center se imenuje studio tam dol. Imajo tako ogromno SSL-ko, mešalno mizo. In pa smo tam bili 14 dni, če se ne motim. In snemali osnove za komade. Ja. Bilo je jebsko. Lahko bi lahko v 5 dneh rešili, ampak vse, bomo ostali še mi malo tam, pa so prišli pa nazaj domov, pa vsi 30 kg težji. Vse nismo nič naredili več. Ne, kje pa? No, pa smo šli pa, pa smo pa večinoma snemali še, nasnemavali pa kakšne nove komade še posneli v Šentjerneju pri Bortorosu, Lotus Music Studio. V bistvu kraj zločina že za prvi album. Torej, nam zelo znan teritorij in zelo domač in zelo prijeten. Ljubimo ta plec in verjetno nismo bili zadnjič tam.
Ok. Ja, neč, ko že pri Borto Rosu govorimo, zdaj pa mislim, da bo pa prišel en dan. No? Eno sredo se bo oglasil, imamo veliko zapovedati, veliko novih stvari, tudi sam naredil. Če gledaš to, prid že enkrat. Ja, slišal, koliko prav Gašper. Ja. Tako da ja, dajmo mi za konec še žalostno dekle zavrtet, potem se Gašper mi da se posloviva, z Martinom pa ostaneva, zato ker Martin je nekako dela na črno. Še pri enem drugem bendu, pri drugem vagonu. Ja. Kako to tolerirate, ne, to njegovo? Lej, v bistvu ni edini, ki to greši. Drugače imamo dva člana te skupine, ki tudi igrata, mislim, še en član te skupine igra v drugem vagonu. To je v bistvu nekaj, kar smo se naučili nekako tolerirati, ne hecam se. Drugače, izjemno fajn ljudje so, izjemno fajn fanti, ili se imamo res radi. Vsaj zdi se mi, jaz imam rad njih. Zato, ker v bistvu se mi zdi, da sem cel svoj humor pobral od njih v mojem življenju. Kaj bi se pa zgodilo, če bi recimo imeli in vi, torej drugi vagon in plato, koncert na isti dan, kaj pol naredil, Martin? Ja, odvisno... Ta tišina pove vse. Jaz kaj bi naredil? Realno ponovati je tako, da rekel bi, da si zbolil, pa bi oba zeznal. Tisti, ki je prvi rezerviran, ostane. Razen, če je kaj zelo pomembnega, se pa že zmenimo. Se da tudi zamenjave najdete kje. No, to si pa lepo povedal. Evo. Denar sveta vladara, ne? Ja, to sem mislil, ja. V redu. Martin, mi bo še ostala v studiu. Gašper, najlepša hvala za obisk, ko smo kaj novega se vidimo, če ne prej pa v Kinu Šiška na koncertu. Absolutno. Kaj smo rekli? 23. Ja, 23. 26 so pa Baseless, točno tako. Mi gremo zdaj naprej še skladbo Žalostno dekle in preden se poslovimo, mi boš mogel pa zdaj povedati, kdorkoli odvajal še malo o tej skladbi. Ja, to je pa v bistvu dosti bolj direktna stvar, ko Mat govori o Žalostnem dekletu. Torej ni nekih lovcev, ki... Ne, ni. Tokrat pa res ne. Znači govori o neki različni zgodbi, enem pripetljaju, neprijetnem, ki se je spremenil v pač zelo prijetno pesem, po mojem mnenju. Enkrat sem rekel, da karkoli se zgodi, ki iz tega nastane pesem, je v redu. Torej, lepo, najbolj, nadejam se čim več takih trenutkov. Ok, velja, dajmo spot pogledati, pa hvala za obisk. Hvala tebi. Vsak večer je padel
vsakega, ki te pozna. Takole, mi imamo pa že tukaj nove goste. Simon, živijo, lepo zdrav. Bravo. In Martin, že v drugo. Lepo pozdravljeni. Evo ga, ni kar tako, ni vsak dan, da en kar visi tukaj na kavču. Čudno, nisi še pa bejsle si. Sej, so kar udobni kavči. No, evo, vidiš, le še kokice imaš tukaj. Tako da, zdaj smo pa pri drugem vagonu. Evo, fantje so prinesli eno super majčko. Prav cool se mi zdi, jaz imam rad te črne, da je čist minimalistično, da sem neki piše gor in je to. Evo, a ni fajn. Drugi vagon. Sam pa morate biti že vi kar Orang Band, če že imate svoj merch. Majice, ti imaš tamle Jopič. Jaz bom tako rekel, no, drugi vagon nima sam merča, ima še kaj drugega tu. Ja. V našem bendu je človek, ki je začel z Supergroup firmo in dela tiska majice in vse to, kar rafte dobite pri nas. Evo, vidiš. Ja. Kaj imaš tam 0,1% na... Ja, tu je pravijo vsi, da imam že toliko promila vsep, ne. Aha. Samo ni res, to je pač stvar, ko smo bili na turneji po Balkanu, smo bili v Novem Sadu na eni taki zabavi, kjer so pač s temi značkami si doniral za 0,1% invalidom po vojni, ko so pač lepo. Velike invalidov, ki nimajo nobenih dohodkov in pol s tem donacijam je to društvo pomagalo. No. Je superca, no to je pa lepo, da si tako le dal. Ja, taka gesta. Lepa gesta. Lahko bi jih bilo več, ne? Bi lahko, ja. V bistvu ne bi smel biti noben, ker bi morala država poskrbeti za to. Pa, tako. To bi bilo pa najboljš. Drugi vagon, dajte mi malo povedati o drugem vagonu. Ja, ustanovitev Simon, to boš ti bolj vedel. Jaz sem se pridružil par let nazaj. No. Ja, drugi vagon se je začel začel se je tam nekje leta 2017. Žan na kitari, Žan Ograjšek, tudi pesmi piše, naš vokalist, glavni, pa jaz, pa Matija na bobnih. Ta Matija ima zdaj to firmo, ne. Bobnari uspešni, mi smo pa tako garači, ne. V glavnem, tako smo začeli, mi trije, pa smo pritegnili še Andreja na harmoniki, pa še enega basista, Primoža, takrat tisti čas. Malo pred korono se je pa basist odločil, da bo pač rajš kaj drugega počel še v življenju. V drugem bendu tudi. Aha. Torej spet mix mass, tutti frutti. In pa šel Martin. In zdaj ga furate naprej. Na polno. Ja. In tudi nov spot imate, Stari se imenuje. Ja, tako. Aktualna singlica, ne? Ja, pred kratkim sprav. 19. Daj smo ga dali. 19. februarja. Ja, še čist sveže, se pravi. Še en teden. Ja, to je bilo na obletnico smrti Đorđeta našega. In tudi njemu posvečen komad. Ja, kaj lahko še tle povemo. A ga zavrtimo? Ja, pa dajmo. Pa rečemo, ok. Evo, to je to, Stari. Ko Stari je zapel pesem slovensko, potem še zaigral balado svojo, smo mislili vsi, da imamo šanse, dame pa so vedno gledale nijanse in zapel je na ves glas, naj računa vse na nas, saj pesmi so spomini na mladosti čas. Za pevca generacije, ki je združeval vse nacije, in za vse prijatelje, ki v pesmih našli so svoj jaz.
je v dolgi vasi, kjer cirkus je dočakal dan. Koleda od neki mladosti je obrnil zadnjo stran. A stari je odšel s beranim brazom, spomine zavrtel. Prvo ljubezen ti zapel je na ves glas, naj računa se na nas, saj pesmi so spomini na mladosti čas. Zapel za generacije, ki je združeval vse nacije in za vse prijatelje, ki v pesmih našli so svoj jaz. Zapel za generacije, ki je združeval vse nacije in za vse prijatelje, ki v pesmih našli so svoj jaz. Evo, super zadeva, taka malo umetniška, no, moram reči, da tako ta gospod pa Kandelaber. Ja, ta Darek je bil z nami, ki je snemal v bistvu glavno vlogo. Je tak umetnik, no. No, super stric, jaz sem, smo bila na snemanju, tudi seveda, smo vsi bili. Ampak niste pa pokazani, ne, v spotu? Smo se odločili, da je lepš, da nas ni, no. Dobro. Ne, to so prav igralci, pač profesionalci, ne. Mi pa imamo še par kilometrov za prehode tle na teh igralskih vodah. Mi smo muzičari, a veš, mi smo ljudje iz ozadja. Strici iz ozadja, ja. Ne, zelo lušno video spot, no, tako da, kdo ga pa delo? Kako misliš delo, kdo ga je? Režiser, kdo je bil ta glavni, kdo je rekel, to mora biti tako, to... Tu smo v bistvu sami te umetniške vodje, da tu vse sami... A sami ste? Ja, mi smo si spisali cimen scenarij, kaj bi si želeli, pa smo pa te točke noter pa najdeli kamerman in Jan. Je bil pa Jan Poreber, je pa kamerman bil. Tako, in je tudi on malo predlagal in pol to zmiksal. Ja, wow, super, evo, multitaskate. Ja, lej. Bravo. Spot tudi posnet v Lotus Studios, ampak ne muzika, ampak spot. Ja, pa spot, ne? Pri Bortorosu, ne? Ja. V mlinu njegovem, kako? Tako. Bravo. Skratka, ja, dolenski, ne vem, kaj bi rekel? Jaz bi rekel... Tata Mata, kako se to reče, pač Boki Batina, kar se muzička glasbe tiče, produkcije. Ne samo dolenski, manj se zdi, da to... Mislim, da kar cele Slovenije, ja. Če dalje več vseh muzičarjev hod tam, no. Zakaj ste si dali drugi vagon ime? To sem že prej mislil vprašati. Drugi vagon je pa ime... Zakaj ni, ne vem, prvi vagon ali pa zadnji? Zato, ker je bilo včasih Ljubljana, Beograd lokomotiva, ki je vozila in tam je bil na drugem vagonu lokal, kjer so se zbirali in tista gospodina iz prvega vagona in vsi delavski razred in srednji sloj, meščani, ki so bili v tretjem, četrtem vagonu in so se zbirali v drugem vagonu. Tako da zato neka taka miselnost, da igramo za vse ljudi, da ne igramo samo za high klaso. Super. Najrajši igramo za domače žurke pa obletnice. Ko smo že pri tem, imate kak nastop zdaj v bližnji prihodnosti ali naj preverja? Pridite
12. aprila pridete na Čatež. Na Čatežu, ja. Potem imamo v Trebnem 23. aprila, ne 25. Ti si 23. Platoji. Ja, pa 25. Ja. Pa na Cvičkariji bomo v Novo mesto. Wow, tudi en velik dogodek, ne? Decembra imamo že tudi en večji koncert v Mirni peči, 20. decembra je planiran. Ja, skratka, celo dvorano. bo, ne? Bo zanimivo leto še. Ja, sigurno. Ja, drugač smo pa že zabukirani za 27. mislim leta, ne? Že kliče, res, tako da... Marca imamo že polnega leta 2027. No, super, lej. Pa še veliko takih podobnih komadov, ne? Tako. Da je bil pravi čas, je bil tale zima, da smo malo snemali v studiu. No, da se še malo not zaprete, a ne? Ja. V redu, ja nič, bomo še pa špricer si zdaj za konc prvošali. Najlepša hvala Simonu in Martinu tudi za obisk. Torej, na koncerte pridite pogledati drugi vagon. Na YouTubeu jih najdete, Facebook imate verjetno tudi, a ne? Pa Instagram pa to. Ja, to smo stalni uporabniki. No, evo, ste še toliko mladi, da uporabljate to. Ti imaš tudi, Igor, ta Facebook? Imam Facebook, to je pa tudi vse, kar imam. Instagram, kaj je to? Kaj je to? TikTok, a so to oni cukri? Čega gram? Ja, čega gram? Ja, noč, dajmo mi tole zavrteti, hvala vam za pozornost, lepo se mejte, srečno pot na Dolenjsko, kam jo pičete zdaj, v Trebne, ne? Ja, v Trebne, ja. Trebne, evo, pozdravta mi Dolenjsko. Bova. Pa Dolenke. Bova. Mi se pa slišimo v sredo, ja. Ko bojo spet super gosti, spet novi spoti, tako da jaz upam, da boste tudi čez teden dni v naši družbi. Adijo. Včasih življenje je bilo blues, ko smo čakali na avtobus. Včasih je bil tudi rok, ko smo v šoli igrali ta rok. In včasih je bil tudi pop, ko se je ujela na avtoštop. In vendar je vedno bil in bo, natočiti ga zna vsakdo. Naj bo rdeč ali pa bel, po njem si vedno bolj vesel. Ker to je špricer, 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 in še enkrat špricer. Ker to je špricer, 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 in še enkrat špricer. Ker to je špricer, 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 in še enkrat špricer. Včasih je bilo belo, bil znak je zavestelo. Včasih je bilo rdeče, ko oči so bile goreče. In včasih je bilo oboje, ko smo na šanku postavljali stoje. In vendar je vedno bil in bo, natočiti ga zna vsakdo. Naj bo rdeč ali pa bel, po njem si vedno bolj vesel. Ker to je špricer, 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 in še enkrat špricer. Ker to je špricer, 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 in še enkrat špricer. Ker to je špricer, 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 in še enkrat špricer. Danes je še vedno isto, tudi kelnarce imajo tisto. Užitega je med na mizi, razpravljati o svetovni krizi. In grlo vedno dobro dene, ko nova runda očanka krene. In vendar je vedno bil in bo, natočiti ga zna vsakdo. Naj bo rdeč ali pa bel,
po njem si vedno bolj vesel, ker to je špricar, špricar, špricar. In še enkrat špricar, ker to je špricar, špricar, špricar. In še enkrat špricar, ker to je špricar, špricar, špricar. In še enkrat špricar.